Ste se kdaj počutili, čisto izgubljene, ko ste dobili kakšen uraden dopis? Ali pa recimo na sodišču, v upravni enoti, celo na banki. In niste pač razumeli, kaj sploh hočejo od vas. Tisti občutek nemoči, ko jezik čisto nerazumljiv? Danes se bomo poglobili prav v to. Pravica do razumljivega jezika v upravnih, pa tudi upravnih postopkih. Kaj pravita ustava, zakoni in kaj lahko sploh naredimo? Pogledali bomo vire, pa poskusili ponuditi kakšno jasno informacijo. Pa dajmo tole razčleniti. Ja, kar je tukaj morda ključno poudariti, ne gre samo za jezikovno vprašanje, veste, ali pa za prijaznost uradnikov. Gre za čisto temeljno pravico in ta je neločljivo povezana z načelom enakosti. Enakosti pred zakonom, pa pravice do poštenega postopka. Ker če jezika ne razumemo, kako naj sploh sodelujemo enakopravno? Nerazumljivost lahko v bistvu pomeni dejansko neenakost, postane ovira pravzaprav. Tukaj postane pa res zanimivo. Recimo, ko pogledamo našo ustavo. 21. člen, enakost pred zakonom. 22. člen, enako varstvo pravic. Pa 23. pravica do sodnega varstva. Ampak kako lahko nekaj tako, preprostega, kot je zapleten jezik, ogrozite temeljne pravice? Predstavljamo si tisti primer gospe Novak iz gradiva. Dobi sklep sodišča, napisan v nekem čistom pravniškem žargonu, rok za pritožbo pa teče. In ona stoji tam, zmedena, pod pritiskom, kaj naj naredi. Posledice so lahko čisto konkretne. Recimo, zamudi rok, izgubi pravico. Točno. Ta primer gospe Novak res lepo prikaže, kako se te ustavne pravice lahko kršijo v praksi. Poleg ustave pa je tu zelo pomemben še 5. člen zakona o pravdnem postopku, ZPP-ja torej. Ta člen čisto izrecno nalaga sodišču, da mora paziti na razumljivost postopka. In podobno velja v upravnih postopkih, tam imamo 9. člen zakona o splošnem upravnem postopku, ZUP-a. Ta daje stranki pravico, da ji organ obrazloži odločbo na razumljiv način. Ampak ključno je tole, to ni samo neka pasivna pravica stranke, ampak aktivna dolžnost organa. On mora pojasniti. Ja, aktivna dolžnost. Točno. Ampak, a se ta dolžnost v praksi res vedno spoštuje, glede na takšne primere? To je dobro vprašanje. Zdi se, da praksa včasih še vedno malo zaostaja za tem, kar piše v zakonih. Ja, še en tak primer iz gradiva, ki se mi zdi kar pogost. Gospod Janez. In tista rutinska policijska kontrola. Ustavijo ga, rečejo rutinska kontrola, opravijo alkotest, čeprav ni bilo nobenega suma, potem še osebno preiskavo in za povrh dobi kasneje še račun. Za stroške te quote-unquote intervencije. Pa se vprašaš, čakaj malo, kakšna je sploh podlaga za to rutino? Točno to. To je bistvo problema pri tem primeru gospoda Janeza. Vsako policijsko ukrepanje mora imeti jasno pravno podlago. Bodi si v zakonu o kazenskem postopku, ZKP-ju ali pa v zakonu o organizaciji in delu policije, ZODPOL-u ali kje drugje. Sklicevanje na neko rutino kot opravičilo za alkotest presuma ali posebno preiskavo, to je zelo, zelo problematično. Zakon zahteva konkretne razloge in res je zanimivo, kako se lahko tak postopek, ki se začne kot rutina, potem kar stopnjuje. Posamežnik ima absolutno pravico vprašati policista, oprostite, na kateri podlagi ukrepate, in seveda pravico do pritožbe, če meni, da je šlo kaj narobe. Pa tudi tisti računi za stroške, ki ste jih omenili. Ja, to je, če zdaj povzamemo te primere in nasvete iz gradiva, ključno je, da se ne smemo bati vprašati, kaj ne. Moramo aktivno zahtevati pojasnila. Če ne razumemo, pač vprašamo. In vztrajamo, da dobimo odgovor v jeziku, ki ga razumemo. Zelo koristno je tudi, če si stvari zapišemo. Zahtevamo zapisnik ali vsaj uradni zaznamek. In ne smemo pozabiti, vedno obstaja možnost pritožbe. Na odločitev, na postopek, na ravnanje uradne osebe. Kaj vse to pomeni za posameznika? Predvsem to, da ni čisto nemočen v teh situacijah. Absolutno. Če čisto na kratko povzamem. Razumevanje postopkov, v katerih sodelujemo, to ni nek luksus, niti znak posebne izobraženosti. To je temeljna pravica.
in nam omogoča, da smo enakopravna stranka, da lahko učinkovito zaščitimo svoje pravice, svoje interese in poznavanje teh pravic, o katerih sva danes govorila, to je res tisti prvi, ampak ključen korak k opolnomočenju. Za konec pa morda še ena misel, ki izhaja iz teh primerov. Tile zapleteni izrazi, ta pravna latoščina. Je to res samo nek nujen strokovni žargon ali pa je včasih morda nezavedno tudi način ohranjanja neke distance, morda celo moči strani institucij? In kaj lahko vsak od nas naredi? Kako lahko svojo zahtevo po jasnosti, po razumljivosti pripomoremo k bolj transparentnemu delovanju teh institucij? Nekaj za razmislek.